Vidi, da je dejansko sodelovanje zelo plodno, zelo učinkovito, imamo pa številne izzive, na katere pa vidimo nekakšne skupne rešitve, skupno pot. Če na kratko povzamem, imamo odprtih kar nekaj investicijskih projektov višjih vrednosti v občini Brežice z enim izmed večjih, torej obvoznico, ki čaka, ki jo vsi nestrpno čakamo in je bila vezana na izgradnjo hidroelektrarne Mokrice. Sedaj preučujemo zaradi zapletov pri izgradnji hidroelektrarne možnosti, kako s to začeti, brez da čakamo na ostale postopke. Tako da tukaj bomo naperili vse možnosti, da začnemo z gradnjo v letu 2022, tako kot smo planirali, in nam ta zaplet praktično na infrastrukturnem področju ne bo škodil. Veseli nas, da na tem področju smo pred tem, da bomo začeli z realizacijo kar 3 pomembnih kolesarskih povezav, Brežica-Dobova, Brežica-Krška vas in pa od Brežic proti Čatežu. Torej 3 pomembne kolesarske povezave, ki bodo tudi to regijo dale na luč, na zemljevid tistih zelenih in pa trajnostno mobilnih destinacij. Poleg tega imamo iz stališča vzdrževanja tukaj zares en obsežen plan investicij. Če smo v lanskem letu realizirali približno 800-900 tisoč evrov za razne preplastitve in izboljšave, imamo sedaj še bolj ambiciozen in razkošen plan, torej da izvedemo preplastitve in izboljšave v vrednosti približno nekaj manj kot 3 milijone evrov. Torej, če temu dodamo še železniški del, izzivov, investicij v tem koncu ne manjka in moja pozitivna ugotovitev je zgolj to, da kakovost življenja v tem področju se bo še dvignila, da bodo ljudje lahko ostajali in ustvarjali na podeželju in ne zgolj v centru Slovenije. Veseli nas, razvoj gre naprej in tudi infrastruktura, kot si jo zaslužijo ljudje v tem delu, bo kmalu narediti za boljše življenje. Za predstavnike ministrstva in pa direkcije, občina Brežice ima kar 106 km državnih cest in pa avtoceste, kar nas uvršča med 6. občino, ki ima največ seveda državnih cest. Pogovori so bili izjemno konkretni, treba povedati, da imamo v tem trenutku veliko odprtih investicij. Gre predvsem, kar se tiče državne ceste, v tem trenutku se izvaja investicija v Podgrečenem, prav tako je odprta investicija v Dečnem selu in pa v Kapelah. In pa seveda naj bi se letošnjem letu tudi nadaljevala cesta v Slovenski vasi. V lanskem letu smo zaključili cestni in pa pločnik, letos pa naj bi še dokončali do praktično nadvoza pri avtocesti. Seveda smo odprli tudi problematiko, kar se tiče vzhodne obvoznice. Veste, da je ta bila vezana močno na samo izgradnjo hidroelektrarne. Sedaj se pogovarjamo, da bi se začela seveda ta naša obvoznica vključno z mostom graditi vseeno, preden bi se začela izgradnja hidroelektrarne, kar ključno pri tem mostu je, da je zgrajen pred začetkom izgradnje hidroelektrarne. Prav tako pa seveda smo se pogovarjali o problematika nadvoza v Brezini, kajti vemo, da v Brezini se močno širi industrijska cona, dobili smo pomembna podjetja in da bi čim prej začeli projektirati tudi ta nadvoz in seveda tudi izgradnjo. Tako da me res veseli, da so te odnosi in pa sodelovanje dobro. Bili smo pa danes tudi obveščeni, da imajo, kar se tiče vzdrževanja, predvideno posodobitev ceste od Bistrice proti Bizeljskemu in pa od Bizeljskega do Orešja. Prav tako pa, kot sem že omenil, nadaljevanje ceste v Slovenski vasi, kar pomeni, da bi se v letošnjem letu moralo iz vzdrževanja investirati v naše ceste približno 3 milijone evrov.